Pozdravljeni. Debelost je ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa, a hkrati ena najbolj nerazumljenih. Še vedno jo mnogi povezujejo s pomanjkanjem volje, čeprav v resnici izvira iz kompleksnih bioloških, hormonskih in družbenih dejavnikov. Danes o tem z doktorico Mojco Jensterle-Sever, endokrinologinjo s Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Z veseljem. Zakaj je debelost tako velik družbeno-ekonomski, socialni, fizični problem in kako to, da ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila, da je debelost razglasila za bolezen? Zdaj drži. Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1997 debelost razglasila za bolezen. Ampak je pa ni opredelila na način, kot debelost razumemo danes. Tako da smo zdaj naredili kar velik premik v zadnjih letih od tega, kako na moderen način opredeljujemo debelost kot bolezen. Pomagamo si z novimi kriteriji in tudi novimi orodji. Zdaj Svetovna zdravstvena organizacija je opredelila debelost na podlagi indeksa telesne mase. Danes pa vemo, da ni pomembno samo to, kako se kilogrami razporejajo po telesu oziroma koliko kilogramov se razporedi na višino, ampak da je pomembno, kaj se dogaja znotraj telesa. Zato moramo pogledati pod kožo in moramo za potrditev diagnoze debelost najprej potrditi, da gre za presežek napačno razporejenega maščobnega tkiva. Kar pomeni, da je v klinični medicini, ko se mi ukvarjamo z posameznikom, se pravi ne na nivoju nekih populacijskih nacionalnih statistik, kjer še vedno uporabljamo indeks telesne mase, zelo pomembno, da debelost opredelimo bolj natančno in da je indeks telesne mase samo prva vstopna točka. Potem pa dodamo dodatne antropometrične meritve, kar pomeni, da merimo obseg pasu, da računamo razmerje med višino in obsegom pasu in še najbolje, če kar z direktnimi meritvami ali z bioimpedanco ali pa z densitometrijo izmerimo presežek maščevja. Tako da to je prvi pomemben premik v zadnjih letih, da smo šli od indeksa telesne mase, ki ostaja indeks za nacionalne statistike in neka vstopna točka, v bolj natančno antropometrično opredelitev debelosti. Se pravi, ljudje, ki imajo težave s povišano telesno maso, pridejo k vam na vaš oddelek, tam naredite meritve, tam ocenite, za kakšno stopnjo debelosti gre. Sem dobro razumela? Zdaj obravnava debelosti, ki je tako prevalentna bolezen, ne more potekati na sekundarnem in pa terciarnem nivoju. Tako da taka prevalentna kronična bolezen se vedno najbolje in najbolj učinkovito obravnava na primarni ravni, kjer imajo ključno vlogo družinski zdravniki. Tako da je zelo pomembno, da ljudje odprejo to vprašanje svoje telesne mase, prekomerne debelosti v pogovoru z družinskim zdravnikom. In ta pa mora v bistvu nagraditi in diagnosticirati bolezen debelost na ta sodoben način. Kar pomeni najprej potrdi presežek maščevja, potem pa dodatno vidi, ali je to presežno, napačno razporejeno maščevje že povzročilo neko zaznavno škodo na organizmu in mora naprej nadgraditi diagnostiko. Zakaj do debelosti sploh pride? Kaj se zgodi v telesu? Zakaj se ljudje zredimo? Zdaj, nobena debelost nima samo enega vzroka. Gre za večdejavnostno kompleksno bolezen. Gre za številne dejavnike, ki privedejo do debelosti.
Zelo pomembno je genetsko nagnjenje, kar tam 40 do 70% predstavlja genetika. Ne gre pa tu za en gen, gre za manjši doprinos številnih genov. Tako da genetsko bolj ranljiv posameznik bo v tem današnjem debelilnem okolju seveda bistveno bolj izpostavljen tveganju. Potem so pa tukaj še druge biološke značilnosti posameznika. Zdaj, sposobnost varnega kopičevja maščevja napram tistemu nevarnejšemu kopičenju maščevja, uravnavanju apetita, različni vzorci prehranjevanja, stres, psihološki dejavniki, socialni status, skratka vrsto dejavnikov privede pri biološko ranljivih posameznikov do postopnih kumulativnih odklonov v energijskem ravnovesju. Zelo pomembno je, da razumemo, da prihaja do majhnih kumulativnih odklonov v tem energijskem ravnovesju. To niso ljudje, ki bi pojedli ogromne količine hrane. Če recimo ilustriram, če mi v enem letu pojemo samo 8 dobro obloženih pic preveč, ki jih ne porabimo, bo to rezultiralo v 1 kilogramu preveč. In zdaj si lahko predstavljamo, kaj se zgodi v 10 letih, ko tako naberemo 10 kilogramov. In zdaj ti drobni odkloni v energijskem ravnotežju pa privedejo v kopičevje maščevja. Najprej je to skladiščenje energijskih zalog varno v to subkutano maščevje, potem, ko pa tam zmanjka prostora, se pa začne to kopičiti okrog notranjih organov v tem visceralnem maščevju. To maščevje je pa popolnoma drugačen organ kot subkutano maščevje. To visceralno maščevje okrog notranjih organov si ne smemo predstavljati zgolj kot neko zalogo energije, maščob, ampak kot nek zelo aktiven hormonski in imunološki organ. In te celice se najprej maščobne povečujejo, potem privlačijo vnetnice, povzročajo neko tako tleče vnetje. Ko tukaj zmanjka prostora, se začnejo maščobe prelivati v druge organe in delati škodo, prelivajo se v jetra, v mišice, v trebušno slinavko, okrog srca, okrog ledvic. In to maščevje najprej postane škodljivo, je to vnetje, povzroča odpornost na inzulin, okvarja žile, hkrati pa povzroča tudi te nenormalne fizikalne obremenitve. Tako da danes posledic debelosti ne ocenjujemo zgolj preko teh presnovnih zapletov, ampak se je ta opredelitev škodljivih učinkov razširila in so ravno tako kot presnovni metabolni zapleti pomembni tudi mehanski zapleti, recimo motnje dihanja v spanju, inkontinenca, poslabšanje artritisa, vse te osteomuskularne težave, kot tudi mentalne posledice in pa maligna obolenja. Grozno veliko stvari je naloženih na debelost. Ko sem vas poslušala, me kar stiskalo malo. Res vpliva na celo telo, pa ne samo na celo telo v smislu, da se lahko razvijajo bolezni, da slabše funkcioniramo. Tudi podoba nekoga, ki ima preveč kilogramov, je za njega obremenjujoča. Zakaj je v družbi še vedno tako težko breme naloženo na debelost? Zakaj je to nekaj, kar težko ljudje oprostijo, težko rečejo, razumem, mogoče imaš genetske vzroke, mogoče si v stresu. Zakaj je po vaše temu tako? Zdaj, to je res ena izmed zadnjih tako zelo močno prisotnih družbenih stigem, ki še vedno sloni na nekih pristranskih sodbah, ki jih pa to sodobno razumevanje debelosti omogoča odpraviti. To razumevanje omogoča drugačen pogled na debelost in nam pojasni, da tako kot ste omenili, ne gre za lenobo, ne gre za pomanjkanje discipline.
ne gre za izbiro. Noben človek si ne izbere, da bo živel z debelostjo. Ampak danes razumemo, da gre za bolezen z kompleksnim biološkim ozadjem. In ta nova spoznavanja, to novo razumevanje omogoča nov, drugačen, bolj pravičen pogled na ljudi, ki živijo z debelostjo. Kako jim lahko pomagate bolnikom, ki imajo prekomerno težo? Kaj vse vam torej ponuja sodobna medicina? Ja, tu je zdaj zelo pomembno, da ne bova samo strašili epicenter, koliko bolezni je debelosti. Koliko pic, zdaj sem si izračunala 8 pic na leto, 7 boš šalim se. Še vedno 8. To ljudje že zelo dobro vejo. Tako da zdaj je čas za bolj pozitivna sporočila. No, dejva, da se malo nadahnem. In res je prišlo to obdobje, kjer tem ljudem s temi novimi spoznanji in predvsem novimi orodji lahko pomagamo. Najprej jim lahko sporočimo, da zdaj končno postajajo vidni in naj odprejo to temo, naj pokažejo to osebno odgovornost za željo po spremembi, za motivacijo, ker današnja medicina še vedno ne zna pozdraviti debelosti. Imamo pa orodja, kako lahko to debelost obvladujemo. Zdaj, kaj je novega? Spoznali smo zelo pomembno vlogo regulacije in usmerjanja apetita v biologiji debelosti. In tudi to so ta ključna primerjališča sodobnih zdravil. Kaj se je izkazalo? Da v bistvu uravnavanje apetita ni tako zelo enostavno. Predvsem pa ni zgolj pod vplivom naše volje. Od so sledili te predsodki, gre za pomanjkanje discipline, saj bi lahko, če bi se tako odločil, samo manj jej in več se gibaj. Znano je, da je nadzor energijskega ravnovesja in apetita v telesu zelo kompleksen. Zdaj si lahko poenostavljeno predstavljamo, da ga uravnavajo 3 sistemi. Najprej imamo tukaj hipotalamičen sistem. To je sistem energijske homeostaze. Tam so nevroni, ki uravnavajo lakoto in uravnavajo sitost. In ta jedra v možganih sprejemajo signale iz okolice. Iz črevesja, iz jeter, trebušne slinavke, želodca in maščobe. Vse to sporoča možganom, ali so hranila prišla v telo in ali so te energijske zaloge zadostne. In pri ljudeh, ki živijo z debelostjo, je ta orkester teh signalov med periferijo in temi centri razglašen. Potem drug nivo uravnavanja apetita je nagrajevalni sistem. To je ta evolucijski, konzervativen sistem, ki je mogel v času, kjer še ni bilo debelilnega okolja, spodbujati iskanje hrane in nagrajevati vnos hrane. To nam je mogel nagraditi, ker smo se potrudili s tem svojim vedenjem, da smo sploh prišli včasih do hrane z nekimi občutki zadovoljstva, užitka. In ta nagrajevalni sistem je tisti sistem, ki je povezan z odvisnosti od hrane, s čustvenim prehranjevanjem in tudi ta je razglašen pri ljudeh, ki živijo z debelostjo. In potem imamo pa tukaj še prefrontalni korteks, to je pa ta, ki uravnava zavestno prehranjevanje. Ampak izkazalo se je, da je ta večinoma časa kot na nekem avtopilotu in da ga večinoma ta jedra iz hipotalamusa in nagrajevalnega sistema preglasita, kar pomeni, da je to naše prehranjevalno vedenje sploh ni v celoti pod vplivom naše volje. In ta nova zdravila, semaglutid, razvpiti Ozempik oziroma zdaj Wegovy, Mounjaro, delujejo ravno na ta premališča, da usmerjajo apetit. In če mi začnemo zdraviti debelost s tem, da naslovimo to biologijo debelosti, da usmerimo apetit,
potem bodo ljudje povedali, da zdaj pa kar naenkrat nimajo več tega stalnega prehranskega šuma, da se kar odrežejo te stalne vsiljene misli o hrani, da se končno lahko skoncentrirajo na kaj drugega in bistveno lažje, če mi začnemo s temi vstopnimi točkami, potem sledijo spremembe vedenja in te samoregulacijski ukrepi. Tako da glavno sporočilo sodobne obravnave debelosti je, da zdravljenje ne bo uspešno, če v to zdravljenje ne bomo vključili usmerjanje apetita. Bodisi z zdravili, bodisi z vedenjsko-kognitivno terapijo ali pa tudi z enakimi principi na te centre deluje presnovna kirurgija. Razumem, torej moramo postati dirigent svojemu orkestru, da začne usklajeno igrati. Jaz sem vedela, da so vse drugi krivi. To so krivi drugi, ki so razglašeni, to ni moja krivda, razumem. Ko se človek odloči, da bo shujšal, zakaj je to tako težko? Zakaj je tako težko se lotiti hujšanja, izgubiš hitro voljo, občutek imaš, da boš umrl od lakote, ne pristopiš k zadevam prav, ampak kaj se zgodi v telesu, ko mi želimo shujšati? Zakaj potem možgani rečejo, dovolj je? Zdaj najprej moramo komentirati to, da popolnoma ne bomo odvzemali osebne odgovornosti. Zdaj, čeprav sem razumela, pošalila sem se. Vem. Čeprav poznamo zdaj to biologijo, je še vedno osebna odgovornost posameznika v odnosu do te svoje bolezni. Tako, kot do vseh ostalih. Kot do vseh ostalih. Zdaj pa shujšati v resnici niti ni tako zelo težko. Ko mi delamo z bolniki, z debelostjo, bo vsak povedal, jaz sem v življenju shujšal že 1 tono. Ne vem, koliko poskusov sem že imel in mi je uspelo, ampak problem je, da ne morem zadržati teh izgubljenih kilogramov. Zdaj, zakaj pa se tega ne da zadržati? Ne boste verjeli, ampak ima telo spomin, nekakšen spomin na tisto maksimalno telesno maso. To je spet iz teh konzervativnih evolucijskih modelov, ko je bilo hujšanje in izguba telesne mase znak tega, da se telesu godi nekaj slabega. In je bilo treba vklopiti prilagoditvene mehanizme, da se je ta telesna masa povrnila. Kako to organizem naredi? Ko mi z dietami uspemo in z manjšim kaloričnim vnosom in večjim porabom energije, uspemo v bistvu zmanjšati telesno maso, se vklopijo hormoni lakote, zmanjšajo se hormoni sitosti, prilagodi se bazalni metabolizem, ki se upočasni, prilagodi se poraba energije ob sami predelavi hrane, zmanjša se poraba energije ob telesni aktivnosti, maščev je si zapomni tisto maksimalno svojo maso in vse te prilagoditve težijo k temu jojo efektu. Tako da nikakor ne gre za neko pomanjkanje samodiscipline ali pa volje, da ne uspejo ljudje z nefarmakološkimi ukrepi zadržati nizke telesne mase. Če enkrat človek živi z boleznijo debelostjo, je to zelo, zelo težko. In ta sodoben pristop, ki pa ne zdravi, ampak samo usmerja apetit in deluje samo toliko časa, dokler nudimo to blokado apetita, pa predvsem omogoča dolgotrajno vzdrževanje te bolj zdrave telesne teže in predvsem telesne sestave. Koliko časa pa so lahko ljudje na teh zdravilih? Koliko časa je zdaj od prve uvedbe zdravila? A imate že pregled za 10 let, na primer, nazaj? A je potem to dolgotrajno doživljenjsko zdravljenje? Tukaj se tudi učimo. In je treba preukviriti vsi zdravniki in bolniki razumevanje debelosti v to,
da je debelost kronična bolezen in da se debelost, tako kot vse ostale kronične bolezni, zdravi dolgotrajno, včasih doživljenjsko. To ne pomeni, da bomo celo življenje na enem zdravilu, na enakih odmerkih zdravilih. Seveda se bojo te terapevtski pristopi prilagajali, ampak gre za dolgotrajen proces. In tukaj moramo zelo pomembno poudariti ključno spremembo med hujšanjem in pa zdravljenjem debelosti. Ta zdravila nikakor niso namenjena hujšanja. Razumem. To jim je naredilo največjo krivico, predvsem na socialnih omrežjih. To je bila zloraba teh zdravil. Zakaj? Ker hujšanje pomeni nek kratkotrajen ukrep, za katerega se odloči posameznik z namenom, da bo zmanjšal telesno težo, neodvisno od prisotnosti bolezenske debelosti, neodvisno od prisotnosti zapletov. Cilj ni usmerjen v obnovo zdravja, temveč samo v izgubo kilogramov in poteka nekje zunaj zdravstvenega sistema brez nadzora. In taki ukrepi ponavadi pri ljudeh z debelostjo nikakor niso uspešni. Prihaja samo do teh jojo efektov, kar pomeni, da vsakič, ko se telesna masa pridobi nazaj, gre verjetno za slabšo telesno sestavo, več maščevja, manj puste mišične mase in je to samo škodljivo ciklanje. Zdravljenje debelosti je pa v nasprotju z hujšanjem najprej ne nek kratkotrajen ukrep, ampak dolgotrajen proces. Izbrati moramo ljudi, ki imajo debelost opredeljeno s temi sodobnimi kriteriji, ki močno presegajo zgolj indeks telesne mase in mora potekati pod nadzorom zdravnika znotraj zdravstvenega sistema. Dolgotrajno, zavedati se je treba tudi, da imajo zdravila neprijetne stranske učinke, lahko tudi resne stranske učinke, da moramo vedeti, kako ukrepati, kako izmanjševati, stalno prilagajati terapevtske sheme in da nič ne sme potekati, to sva premalo poudarili, zdravljenje debelosti zdravilnim je samo dodatek gibalni in pa prehranski terapiji. To je še vedno temelj zdravljenja debelosti in nujen ukrep. Ali imamo ženske in moški podobne težave z debelostjo? Ali so kakšne razlike v spolu? Zdaj, ne samo, da so razlike v spolu, vsak človek ima svojo zgodbo in svoje vzroke debelosti. Tako da je v obravnavi debelosti zelo pomembno, da poleg tega, da jo dobro opredelimo, da jo dobro diagnosticiramo, tudi poiščemo čim več možnih vzrokov. Noben človek z debelostjo nima samo enega vzroka. Poiskati moramo tako psihološke dejavnike, socialne dejavnike, morebitne organske vzroke, sekundarne vzroke debelosti, kronične bolezni in terapijo, ki bi lahko prispevala k pridobivanju telesne mase, tako da je treba zelo natančno preiskati vzroke in predvsem obravnava debelosti ne sme biti kuharski recept. Mora biti vedno prilagojena posamezniku. Nekdo bo potreboval psihološko, kognitivno, vedenjsko terapijo, nekdo tega ne bo potreboval, nekdo bo potreboval zdravila, nekdo jih ne bo potreboval, nekdo bo potreboval kirurgijo, večina tega ne bo potrebovala, tako da vedno je treba poiskati vzroke in poskušati čim bolj zdraviti vzročno. Kako pa je pri otrocih? Kako pa zdravite debelost in kdaj jo začnete? Zdaj, jaz nisem pediater, tako da to bo bolj tema za kolege, endokrinologe, pediatre, ampak tam so pa nefarmakološki ukrepi še toliko bistveno bolj pomembni. Zdaj, treba je poudarjati, da ključna je preventiva. Šele takrat, ko bomo mi spremenili to debelilno okolje, ki je v bistvu
glaven krivec, da je v teh zadnjih 30 letih prišlo do eksplozije epidemije debelosti, takrat bomo mi dobili boj s to epidemijo sodobnega časa. In zdaj je priložnost, da ta val kurative, ki se je zaradi prihoda novih zdravil močno razvil in omogoča skokovit razvoj tega področja, da obvezno ponese na tem valu tudi preventivo. Šele takrat bomo v bistvu res spremenili te razsežnosti in naredili družbo spet bolj zdravo. Kdo najbolj hrani to debelilno okolje? To je spet zelo kompleksen proces in izziv in problem. Zdaj, če klinična medicina naslavlja posameznika in zdravi posameznika, ki je že zbolel zaradi debelosti, je pa nadzor debelilnega okolja in ta preventiva izziv za javno zdravje, predvsem pa neka civilizacijska odgovornost celotne družbe, politike in sistemskih odločevalcev. Ker zdaj, kaj je to debelilno okolje? To je v bistvu, to so naš vsakdanji čas in prostor, ki nam predvsem omejuje možnosti. Mi smo izpostavljeni procesirani hrani, ultraprocesirani hrani. Prehranska industrija se je pred 30 leti popolnoma predrugačila, ker je prišlo do te fat fobije, do fobije do maščob, ker so bile objavljene raziskave, kako je to uživanje maščob škodljivo za srčno-žilno zdravje, in je prišlo do skokovitega porasta v uporabi ogljikovih hidratov, procesirane hrane in se je celotna prehranska industrija temu prilagodila. Potem smo izpostavljeni sedentarnemu okolju, dolgim delovnikom, stresu, pomanjkanju spanca. Poglabljajo se socialne razlike, spreminja se mikrobiota. V bistvu obstaja neka družbena toleranca do teh strašnih ekonomskih pritiskov, ker se jim ne upremo kot družba, in do tega agresivnega oglaševanja, ki predvsem naslavlja otroke in jih zlorablja s tem agresivnim nezdravim oglaševanjem, in ko mi enkrat dobimo otroka z debelostjo, to vodi v odraslega z debelostjo in tudi v družino, kjer bo problem debelost. Spreminja se ozko, širše, ožje in lokalno okolje. Tako da to je civilizacijska družbena odgovornost, kjer bi pa morala v bistvu politika in pa ti odločevalci zavzeti neko bolj ostro držo do tega debelilnega okolja, če želimo bolj zdravo in pravično družbo. Kaj bi svetovali tistim, ki naj zdaj poslušajo, ki razmišljajo o tem, da bi z njihovo telesno težo bilo vredno nekaj narediti? Kako naj se lotijo? Predvsem, da odprejo pogovor o tem z zdravnikom. Niso več nevidni, imamo možnosti, da debelost obvladujemo bolje, kot smo jo, in imamo več razumevanja za to bolezen, tako da čim prej odpreti to temo. Kako pa vi skrbite za svoje zdravje, za svojo vitkost? Predvsem zelo vsakdanje. Temu prvič nimam genetske predispozicije za to, tako da v tem smislu imam srečo, da nisem ravno najbolj ranljiv posameznik. Tako da se v bistvu s tem mi ni bilo potrebno ukvarjati. No? Tako, in delam. Skrbite torej za gibanje, da zdravo jeste, da niste pod stresom pri tej službi, kar težko, a ne? Tako da hvala vam, izjemna sogovornica ste, veliko stvari sva odprli, tako da še kdaj. Hvala lepa tudi vam. Naj bo glavno sporočilo današnjega pogovora sočutje, razumevanje in znanje brez obsojenja. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.